To je bonus epizoda podcasta Tedenski safari. Podcasta za leve in desne, pa tudi leve in besne. V petek smo dobili novega predsednika državnega zbora. Ali to že pomeni tudi osnutek nove koalicije ali morda še ne? Kaj izvolitev Zorana Stevanovića pomeni za zakonodajno vejo oblasti v Sloveniji in kaj nas čaka na vročem političnem parketu tik pred poletjem? O vsem tem z našima današnjima gostoma. Z nami je politolog, nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Dobrodošli. Dobar dan. In po video povezavi se nam javlja tudi nekdanji notranji minister in nekdanji poslanec Vinko Gorenak. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Jaz predlagam, da najprej pravzaprav pogledamo včerajšnjo povsem svežo izjavo premierja v odhajanju, recimo, Roberta Goloba, ki pravi, da bo kljub petkovi izvolitvi novega predsednika državnega zbora in obrisom neke prihodne, recimo bolj desno-sredinske koalicije, skušal narediti vse, da desni populizem ne zavlada Sloveniji. Poglejmo. Vemo si to izjavo. Moram priznati, da smo bili v petek zaradi odkritega sodelovanja med SDS in Resnico vsi kar v nekakšnem šoku. Danes, po 3 dneh, pa mi pride na misel ena sama beseda in to je prevara. In za Slovenijo imam eno in jasno sporočilo. Svobodi smo enotni in še bolj odločni, da bomo spoštovali svoje zaveze, ki smo jih dali ljudem. In vi ste nam namenili na volitvah največ glasov, zato ker ste želeli, da nadaljujemo s svojim delom in ga dokončamo. Kar lahko jaz danes vam obljubim, je, da bomo v bodoče še bolj odločno, skupaj z vsemi vami, naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji, kar si prizadeva, da mu uspe za vsako ceno. Vprašanje za oba gosta, morda bi tule v studiu začeli z vami, gospod Brglez. Če zelo posplošimo ta povolilni proces dobre 3 tedne od volitev, pa rečemo, da je relativni zmagovalec Robert Golob in da se od petka zdi, da pa naslednjo vlado kljub temu bolj sestavlja Janez Janša trenutno kot Robert Golob. Kaj je to? Je to res prevara, kot pravi Robert Golob, ali je to pač demokracija? Izvolitev Stevanovića za predsednika parlamenta ni normalna zadeva. To je v bistvu, dajte si predstavljati nekaj podobnega, kot bi v Nemčiji izvolili nekoga iz AfD-ja, če bi seveda aritmetika to dopuščala na podoben način kot pravzaprav pri nas. Je pa seveda možno in ta možnost se udejanjila in v bistvu jasno je, kdo ga je izvolil. Ni pa jasno, ali bodo ti pravzaprav sestavljali tudi vlado. Ta trenutek, ta zadeva še ni tako jasna, ker vsekakor bo položaj Stevanovića kot predsednika najmanjše in v nekaterih pogledih skrajne stranke najverjetneje zelo težko spraviti tudi kot zunanja podpora znotraj nekega pametnega procesa. Gospod Gorenak, bi se strinjali, je torej možno, kar se je zgodilo v petek, ni pa normalno z vidika demokracije, pravi gospod Brglez. Gledajte, jaz mislim, da je normalno. In zakaj bi bilo nenormalno? Ljudje so ga preprosto izvolili. In treba videti še nekaj. Gospod Golob ga je vabil na pogovore, na tista kosila in ne vem, kaj so vse imeli. In po mojih informacijah je tudi leva stran želela njemu kot Stevanoviću ponuditi popolnoma enako funkcijo, torej funkcijo predsednika državnega zbora. Vendar mu niso uspeli zagotoviti 46 glasov. In to je vsa umetnost. Tako Levica je bila proti, kot SD je bil proti. In potem je pač to partijo, bomo tako rekli, na desni strani odigrali Janša in pa Cigler in vsi ostali. Pa tudi, veste, ko je treba reči, tudi leta 2018 je bila podobna situacija, zmagal je Janša, vlado je pa sestavil nekdo drug. Tako da tu ni nič nenavadnega. Zdaj, bi lahko recimo od Goloba pričakovali isto, bi lahko recimo v nekoliko drugačni konstelaciji videli recimo Zorana Stevanovića kot predsednika državnega zbora, ki bi ga izvolili glasovi levih poslancev. Ne, mislim, da je to skoraj da nemogoče za leve poslance, kolikor so dejansko levi poslanci. Preprosto nekatera njegova stališča so takšna,
da ne morejo predstavljati te države, tudi njegovih volivcev ni toliko, da bi lahko karkoli tazga naredili. Tudi ta del premisleka je, veste, ko izvolite poslance, to ne izvolite samo prvega med enakimi. Ta predstavlja državo tako znotraj kot mednarodno. In ta vidik bi bil tisti, ki bi jih nekako bremzal pri celotni zadevi. In domnevam, da če je že bil razmislek o tem, da se je kaj takega znalo tudi zgoditi. Najti druge načine in leta 2018 je bil absolutno drugačen način, nikakor ni bil z pogojevanjem določenih funkcij. Pa še takrat, v bistvu bi saj med levico saj najdel takrat še, saj enega takšnega, ki bi izgledal nekako mogoče dostojen celotni funkciji, glede na to, da tudi ni bil nov, v bistvu, ker tukaj je treba še dodatni element, sicer v mojem primeru sem bil tudi nov takrat, ko se je ta zadeva zgodila, ampak konstelacija je bila popolnoma drugačna. Zdaj bo pravzaprav moral novi predsednik dokazati z ravnanjem znotraj, bom rekel, še zlasti kolegija, da je sposoben oblikovati parlament do konca. Zato pa potrebuje ključno predpostavko in to je, da je jasno, kdo je pozicija in kdo je opozicija. Zgolj na podlagi glasovanja zanj še to ni jasno. Mislim, to si upam reči in najverjetneje se vsi strinjamo glede tega, da še to ni tako jasno. Pogajanja so vendarle potekala tudi, recimo vabljen je bil na pogajanja za sestavo Golobove vlade, tako da tukaj recimo reči, da so ga izločili na levi strani. Niso ga izločili v tem, da ga ne bi upoštevali, ampak izločen je pa bil toliko, da pa ta funkcija naj ne bi pripadala v bistvu njemu oziroma njegovi stranki, ker v bistvu s tem tudi nekako pelje državo v določeno smer, tudi mednarodno, ki jo je težko zagovarjati. Zdaj, če se za hip še zadržimo pri teh Golobovih pogajanjih, 2 do 3 tedne po volitvah, zdaj recimo, če govorimo o demokratih in o resnici kot nekih jezičkih na tehnici, zdi se mi, oba bi izval z vprašanjem, kakšno igro oziroma šahovsko partijo gospod Brglez je tule vodil Robert Golob. Namreč, ko so demokrati govorili o eni svojih temeljnih programskih zahtev, to je recimo oblikovanje te protikorupcijske službe SKOK, v policiji so bili hitro zavrnjeni. Ko sta obe stranki, tako Resnica kot demokrati, rekli, programsko smo nezdružljivi z levico, najbrž predvsem v delu glede davčnih razbremenitev, je bilo spet nasprotovanje te aktualne koalicije. Tudi sami ste omenili, vsaj SD in Levica sta zelo jasno dali vedeti, da nad predsednikom Resnice na mestu predsednika Državnega zbora nista navdušeni. Torej, zdi se, da pravzaprav na mizi tam pri Golobu Resnice in demokratov ni čakalo prav veliko. Kako sta to vidva doživela? No, če lahko, najprej treba nekaj reči. Ne vem, zakaj govorimo o Stevanoviću kot skrajnežu. Jaz se strinjam s tem, da ima nekatera stališča, kot je vprašanje odnosa do Rusije, Ukrajine, vprašanje NATO, EU in tako dalje, da ima tu drugačna, precej taka radikalna stališča, ki tudi zame niso sprejemljiva. Sicer je pa njegova govorica kaj? Socialno-demokratska. Više plače, manj davkov in tako dalje in tako dalje. Zdaj, kar se tiče Goloba, je pa treba zelo jasno nekaj povedati. Glede, Golob se je obnašal v tem času po volitvah kot sončni kralj. On govori, da so mu ljudje zaupali in tako dalje in tako dalje. Ja, niso mu zaupali. In on je izgubil, v koaliciji je izgubil 12 mandatov. Tudi v svoji stranki je v koaliciji še več. V svoji stranki, torej Gibanju Svoboda, je šel iz 42, koliko je imel, je šel na 29. Torej mu niso zaupali, ampak on je štartal pogajanja, kot da je še vedno tako močen, kot je bil leta 22. In tu je temeljna napaka. Gledajte, on ni imel niti programa. Vse vemo, da ste novinarji razkrili to zadevo, da programa sploh nima, To je ena zadeva. Druga zadeva pa, on je delil ministrska mesta, na kak način? Tako da bi, seveda on imel absolutno večino in je ponujal nekaj
bagatele, bi temu tako rekel, tako Vrtovcu, ki sploh ni hodil na pogajanja, kot tudi Anžetu Logarju. Gospod Brglez, vsaj dve dobri istočnici za vas, torej Robert Golob kot sončni kralj brez realne podlage, recimo, pa na drugi strani socialni demokrat Stevanovič. Ta druga je, bom prijel takoj, nima veze s socialno demokracijo. Sliši se lahko v bistvu pri nekaterih zadevah, ampak pri socialni demokraciji so vsake tovrstne zadeve vezane na socialni dialog. Torej, vprašanje davkov, socialni dialog in vedno vprašanje, ki je vzet za to, da boš lahko socialno državo in storitve socialne države kvečjemu bolj kvalitetno naredil, kot pravzaprav, da bi jih zmanjšal. Tako da ta del gotovo ne, ampak kar se pa tiče prvega dela, kolikor sem jaz razumel, pa oddaleč, sem razumel, da razume, da bo tokrat koalicijska pogodba precej daljša, precej bolj natančna. V raznorodnih koalicijah je to absolutni pogoj, torej zelo jasni pogoji za sprejem posameznih zakonodajnih ali drugih ukrepov in veliko močnejša vloga parlamenta. Domnevam, da bi, po logiki zadev bi mogel parlament biti močnejši ravno zaradi tega, ker tisto, kar so poslanci pripravljeni sprejeti, tisto vlada lahko predlaga, seveda, ko enkrat pridemo do nje. Tako da to zadevo sem razumel kot v bistvu odpiranje tega, pristajanje na vsebino, ne še zapiranje zadev z posameznimi v bistvu mesti ali pa položaji, ki naj bi jih pravzaprav posamezniki zasedli, in kot nek tak dolgotrajen proces in predvsej bolj natančna koalicijska pogodba, nekaj podobnega kot recimo v nemškem primeru, kadar gre pač preko polov, takrat mora biti koalicijska pogodba zelo, zelo jasna. Se vam zdi recimo, da je ta osnutek, ki zdaj kroži... Ne, to je sam proces, začetek procesa. Še ni, nakazuje, da Golob to razume? Ali? V bistvu, to so zdaj sam koraki, v bistvu, zdaj ponudim to, odgovorimo to, ti pa ti pogoji so sprejemljivi, gremo naprej. Pa še najverjetneje dogovor o nekem takem postopku, protokolu delovanja same koalicije, podobno kot je bil mogoče v prvem mandatu SDS-a, ko je pravzaprav bilo zelo jasno, kaj so poslanci rekli ali pa kaj je pristanek, in potem vlada to izpolni in poslanci že so sami sposobni izločiti tiste stvari, ki niso v skladu z samo koalicijsko pogodbo. Tole bi vaju vprašal še oba, pa tokrat najprej vas izzovem, gospod Gorenak. Ko slišimo Roberta Goloba zdaj 4 prespane noči po izvolitvi Stevanoviča reči, naredil bom vse, kar je v moji moči, da se ne oblikuje, tako smo razumeli, desno-sredinska vlada, kaj po vašem v tej situaciji še lahko stori? Zdelo se je vsaj te 4 noči nazaj, da mu je scenarij že rahlo pobegnil izpod nadzora. Ne, absolutno mu je, ne? To je dejstvo. Ne? In on zdaj isto, jaz sem zasledil 2 njegovi izjavi. Naredili bomo vse, ta drugi izjavi, naredil bomo vse. Ne? Ampak ta naredili je mene kar mal strah. Ne? A zdaj on misli spet Sovo, misli policijo, no, in kaj misli. A ne? Zdaj v drugi izjavi pa govori, naredil bomo vse. Ne? Nič ne more narediti. To je de facto dejstvo. On je šele zdaj, 3 tedne po volitvah, poštudiral, pogruntil, ne bomo rekli, da je pravzaprav zgubil, da je leva sredina zgubila. Ne? In kakorkoli gledate programe teh desnih strank, vključujoč Stevanoviča, so veliko, veliko bolj kompatibilni, kot pa seveda je to z vidika leve sredine. Ne? In tudi dejstvo je, ne, da gledajte, če pogledate Logarjev program, jaz ga ne bom rekel, kakorkoli gledate, je to v veliki meri SDS-ov program, ne, kar se tiče Stevanoviča, pa tudi razen na tistih segmentih tujina in tako dalje. Pri Stevanoviču še pa neki, ne, se je res, da je drugi človek države. Ampak gledajte, v operativnem smislu, on ne more jeti v Moskvo pa podpisati ne vem kaj.
On ne more iti v Srbijo pa podpisati nekaj. To je stvar vlade. On ima protokolarno funkcijo z tega vidika, ne? Vsaj kar se tiče tujine. Zdaj, gospod Brglez, politološko bi se verjetno dalo strinjati z gospodom Gorenakom. Ne? Vedeli smo recimo 43-40, takoj na večer volitev smo prešteli desna sredina, leva sredina in zdaj po teoriji, če gledate stališča resnice, je pravzaprav 48-40, ne? Kaj pravzaprav ostane v tej situaciji? Recimo, kar nekaj časa je še do 9. maja, ko mine ta prvi krok za oblikovanje oziroma za prevzem mandatarskega statusa. Kaj ostane Robertu Golobu, ko pravi, storil bom vse? Po mojem, predvsem peljati proces od tam naprej, dokot ga je pravzaprav uspel, torej poskušati se vsebinsko delati na zadevah, če se lahko, ker vsekakor potrebuje nekoga za druge strani, vsaj demokrate, če ničesar drugega ne. Zdaj odpirate istočnico za naprej. Ja. Ampak to je preprosto dejstvo. Kaj drugega pravzaprav, kot da igra na tistem, ki so hoteli do sedaj vsaj približno sodelovati z njim, da pravzaprav nadaljuje na tej točki, vsaj gledam iz te kombinatorike. Drugače pa, preden, ko se je celotna zadeva zgodila, je bil moj osnovni moment ta. Če bo desno-sredinska vlada, bo imela šibkejšo opozicijo, kot bi izgledalo na prvi pogled, ker bo to Svobodo precej bolj prizadelo kot kogarkoli drugega in tudi ni navajena igrati igre iz opozicije. Medtem ko ostali dve levo-sredinski, ker zdaj sta že obe levo-sredinski, da tako rečem, stranki sta pa navajeni opozicije in veste, kaj se v opoziciji pravzaprav počne. Tudi SD malo manj, levica pa je prekaljena. Verjetno nakazujete tudi ta scenarij, da sam Robert Golob verjetno kot eden od opozicijskih poslancev najbrž ne bo figuriral, ne vem, naslednje 4 leta. Ne dolgo. Morda vendarle ste... Ampak druga možnost, ki pa je bila, če bila pa levo-sredinska, ne, potem bi imela pa močno opozicijo. To je bilo pa jasno, to je bilo pa od začetka jasno, da bi bil tukaj pressing na vlado v tem primeru. Ne. Ampak kaj drugega, kot da igra pod tem, kar je začel odpirati in da poskuša vsebinsko doreči pogoje, pod katerimi bi lahko sodelovali in pristajati tudi mogoče na stvari, ki se nam na levi sredini zdijo ne bodi ga treba, ampak se je pač o njih treba pogovarjati in najti nek kompromis, bo zelo, zelo težko. Najverjetneje se je bil pripravljen takrat odpovedati tudi levici v samem procesu. Zdaj sva, Peter, pri demokratih, kar naravno nekako. Ne? Če sem pa seglih, da smo malo preskočili eno zadevo, no, ko je gospod Brglez tudi izpostavil, ne, sama funkcija predsednika državnega zbora. Zdaj vemo, na njej je Zoran Stevanović, bili ste nekaj mandatov nazaj v tej vlogi sami. Ne, kako vidite recimo to moč recimo samega predsednika parlamenta oziroma morda glede na to, da opozarjate na spornost recimo samega Zorana Stevanovića na tej funkciji, ki vidite recimo nekako največje nevarnosti? Jaz dodam samo še priliko prvega dne v službi, odstranil je domofon s kamero, ki ga je namestila Urška Klakočar Zupančič. Ki ga prej tudi nikoli ni bilo. Okay. Da sem to rečem, nikoli prej ga ni bilo in tudi ni bilo dobene potrebe, da bi bil. Ampak domače naloge so najprej. Ne? Domače naloge so tiste, ki so najpomembnejše za predsednika parlamenta in osnovno je konstituiranje odborov, da parlament pravzaprav lahko deluje. Dokler ni zelo jasno, kaj je pozicija, kaj je opozicija, je to zelo težko. Zdaj v tem vmesnem času bi se on moral prizadevati, da se izoblikujejo vsaj tisti odbori, ki so nasplošno pomembni, kot za zunanjo politiko, za evropske zadeve, pa najverjetneje splošni odbor. Neka podobna situacija, kot je 2018, kot je bilo prej povedano, ko so se ti preprosto izoblikovali, ker še ni bilo jasno točno, kako in kaj ni bil. Je bilo pa jasno, da je to začasni predsednik. Sedanja konstelacija je takšna, da ti začasni predsednik, tudi če bi ga kdo hotel odstraniti, ga bo zelo težko, ker ne potrebuje več 46 za, ampak potrebuje tisti, ki bi ga hotel odstraniti 46 proti. In to je težko zbrati v takem parlamentu, kot je naš. Gospod Gorenak, verjetno je ta logika prava, ne, kar se oblikovanja delovnih teles tiče v nadaljevanju, tudi zaradi tega omnibus zakona. Kolikor jaz razumem, bi to glasovanje lahko bilo recimo
eno od teh, kjer se bo preizkušalo zaupanje za naslednjo slovensko vlado? Ja, zagotovo, ne. Zagotovo imate prav. Ne. Mogoče se en korak nazaj, vprašali ste prej, kakšne možnosti ima gospod Golob, da pač pripelje zadeve na cilj, kot je on rekel, varno v pristanišče. Glede, pravzaprav po programih ni nobenih možnosti. Ne. Po drugi strani je pa, torej obstaja samo še ena možnost. Ne. To je, da poslanska skupina Anžeta Logarja, ki dejansko predstavlja 6, oprostite izrazu, ovac, ki nimajo pastirja, da v celoti podpre Goloba. Samo to možnost ima. Ampak tukaj je samo 46 glasov. Drugač pa, kar se tiče parlamenta, pa res. Ta delovna telesa je treba oblikovati in potem se bojo že tudi skozi glasovanja videlo. Eden prvih zakonov, malo prej sem jo vprašal za mnenje, je zakon Lene Grgurevič, ki se nanaša na te mladoletnike pa spolno nasilje nad njimi in tako dalje. In tudi tu se bo že pokazalo, katera koalicija deluje. Ko smo že omenjali ta delovna telesa, morda še to glede formalnosti. Zdaj, leta 2018 je Levica igrala v vladi Marjana Šarca to neko nadkoalicijsko, izvenkoalicijsko podporno stranko. Omenja se možnost, da bi lahko recimo Resnica Zorana Stevanovića v tem sklicu parlamenta oziroma v tej vladi imela podobno vlogo, ne glede na to, pravzaprav, kdo bi bil, ali Robert Golob ali Janez Janša, da bi lahko imela to neko pogodbeno vlogo. Kaj to pomeni recimo v prvi vrsti za sestavljanje odborov, torej kakšno vlogo potem imajo koalicijsko ali opozicijsko v teh odborih in za gospoda Gorenaka v povezavi s tem, bi Janez Janša recimo sploh pristal recimo na manjšinsko vlado, slišali za zunanjo podporo Resnice, slišali smo ga pred volitvami, brez odločne večine vladati ne nameravam. Morda najprej Brglez. Ja. Je velik problem, kdo je pozicija, kdo je opozicija in to bo predmet spora, ki se ga bo razrešilo tako, kot se ga vedno razreši z večino. Tako da enkrat, ko bo enim pasalo oziroma ko bo večini pasalo, bo zadeva tako, drugače bo tako, ampak so pa potem neki objektivni limiti. Jasne so razmejitve, jasne so v bistvu, koliko vseh poslancev v odborih pa komu pripada. To je pa jasno. Razmerja so jasna. Lahko recimo koalicijska večina, recimo SDS, NSI, Demokrati in Resnica odloči, da je Resnica opozicija? Ja. Lahko. Ja, skupaj z Resnico. Za nekatere namene bo pa zadeva drugačna. Vsekakor je jasno, da je rezultat tesen, da v bistvu, da bi vse posod imela vladna koalicija ali pa kdorkoli bo že koalicija ali levo-sredinska ali desno-sredinska, da je imela tako izrazito premoč, razen mogoče enega glasu, bo zelo težko. To je eden izhodov iz celotne zadeve. Tudi, če ste gledali, kako so konstituirali mandatno-volilno komisijo, absolutno pravilni proporciji. 5, 2, pa vsi ostali po enega. Točno, mislim, tudi matematika ne kaže karkoli drugače. Tako da, ampak ta razmerja so torej jasna. Torej, na podlagi teh razmerij bi lahko oblikoval tudi druge odbore, da bi bil parlament že bolj funkcionalen, vendar pa do tega še ni prišlo. In zdaj, to je prva naloga predsednika. Da parlament postane funkcionalen, ne da razmišlja o tem, kam bo šel mednarodno, ker o tem niti sam ne odloča. Ampak o tem se bo še seznanil. O tem dejansko, protokolarne zadeve so, mednarodne obiske se pripravlja, ta zadeva ni od danes na jutr. Najprej bo moral narediti domačo nalogo, da bi lahko sploh kam potoval. Skratka, v Moskvi ga še ne bodo tako kmalu videli. Moskva pa v bistvu, mislim pa, ne vem, sem mednarodni politolog, pa ne vem kaj, pa lahko, da sem imel kdaj kakšne ideje, ampak tako nore ideje v sedanjem času pa še nisem slišal, ker vsaj poglejmo, kaj se je recimo med predsedovanjem Orbanu zgodilo, ker je šel v Moskvo.
pa so v bistvu pa je madžarsko predsedovanje Svetu Evropske unije stališča posameznih delov lahko bilo celo kar dobro, zanimivo, ampak ravno zaradi tega pa ne. In če to primerjamo v bistvu z recimo našim predsedovanjem, med našim predsedovanjem, se je uspelo in z nekaj truda sicer veliko diplomatskega postoriti. Torej, takrat je bila nam omogočena, da se to dela, kljub temu, da so imeli tudi ljudje ali pa v Evropi, da so bile nekatere zadeve preveč medijsko izražene. Morda nam vendarle take izjave kažejo, da kampanja za vsak slučaj, ne, če se večina ne uspe sestaviti, poteka tudi vmes. Gospod Gorenak, to, kar je rekel kolega Merše, vladanje Janeza Janše z neko šibko večino, recimo, če gledamo malo, še bomo sicer o notranjem razkolu pri demokratih, ampak z 41 plus občasnih 5 glasov je to nekaj, v kar bi šel v 4. poizkusu Janez Janša? Ne vem, to je verjetno treba njega vprašati, ampak poglejte, je pa neka druga resnica. Ne? V prejšnjem mandatu, govorimo o letu 2022, je koalicija imela 38 glasov. Kljub 38 glasovom smo pripeljali tudi do imenovanja ustavnega sodnika 46, želite, in zakone sprejemali relativno normalno. Zdaj, v dani situaciji je pa tako, ne, kdorkoli bo sestavil vlado, ali Golob, ali Janša, ne, oba bosta v veliki, poudarjam, zelo veliki meri odvisna tudi od Stevanovića. Ne. Tu je pa seveda zdaj situacija taka, ne. Mi, torej na desni strani, jaz sem te procese vodil v času od 5 do 8, leta 2005 do 2008, a ne, tako imenovano partnerstvo. Možno je sestaviti neko koalicijo, ne, na tej desni strani z neko pogodbo, ki bi bila s Stevanovićem, čeprav bi bilo verjetno bolj, da je v koaliciji. A ne. Zdaj, kakva je pa ta pogodba, je druga zadeva, a ne. V vsakem primeru je predsednik vlade, v tem primeru Janša, v veliki meri odvisen od Stevanovića, ker tisto, kar bo on rekel, bo šlo skozi parlament, tisto, kar bo pa on rekel, ne, pa ne bo šlo skozi parlament. Ali bo zdaj Janša šel to igro ali ne, ne vem, ampak alternativa mu je pa kaj, ne? Ali levo-sredinska vlada, ali pa predčasne volitve. Ne? Tako, zdaj se mi zdi, da se že nekaj časa posredno dotikamo situacije pri demokratih, tako da predlagam, da razdremo ali pa odpremo še to konzervo. Poglejmo najprej, kako se je Zoran Stevanović odplezal iz svoje predvolilne retorike s tisto notarsko izjavo, pa gremo potem po analogiji še na nalogo, ki čaka demokrate. Izjava je izgubila svoj pomen od momenta, ko smo bili mi izvoljeni v parlament, ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši že prvi dan. V parlamentu sedi 7 strank. Mi smo poslanski kolegi, kar pomeni, da smo sodelavci. Rad bi postavil mostove, dobro sodeloval z vsemi državami, ne glede na zid, ki je bil postavljen med Zahodom in Vzhodom. Tako da planiram, da bom nekje v kratkem obiskal tudi Moskvo. Gospodje, če kdaj, ne, zaradi razmeri po 22. marcu se mi zdi, da zdaj zelo hitro spoznavamo, kako besede iz kampanje lahko že dan po volitvah ali pa 2 tedna po volitvah bolj malo pomenijo. Ne. Zdaj, če gremo od Stevanovića, ker smo o njem že kar veliko rekli k demokratom. Tudi demokrati, oziroma konkretno Anže Logar, so v kampanji govorili, da je njihova glavna deviza, ki jo obljubljajo volivcem, politična širina. Torej, ne grem, je rekel takrat Logar, v nobeno vlado, ki bi bila monolitno leva, monolitno desna, vedno bo mogla biti neka stranka z kontrapola prisotna. Ne. Zdaj se vendarle zdi, da prve poteze kažejo neka zakulisna pogajanja z SDS-om. Gospod Brglez, slišati pa je, da je poslanska skupina demokratov najmanj 4+2 v tem hipu, kolikor vem, tudi tistega glasovanja tajnega o Stevanoviću še niso povsem razčistili, ali sta 2 poslanca oddala neveljavno glasovnico, ali so vendarle bili enotni. Pravijo, da so bili. Pravijo, da so tudi bili. Robert Potnik izjavil, da so neuradno bili. Pa še danes zjutraj slišim, da Anže Logar tega de facto ne ve in to samo na glas govori. In celo nova informacija, da ima tudi 3. poslanka, mislim, da Teja Košir, ne me držati za besede, ker gre vendarle za nova imena v parlamentu, tudi ni najbolj navdušena nad desno-sredinsko koalicijo. Torej imamo recimo hipotetično situacijo 3+3 v poslanski skupini, ki utegne biti ključna za mandatarja. Ne. Kako iz tega?
Zdi se, da je Stevanovićev obrat še udoben proti temu, kar čaka Anžeta Logarja v bistvu. No? Mislim, ja, veliko zarečenega kruha se najverjetneje poje v takem položaju, kot so te stranke ali pa tudi ti poslanci. Vsekakor pritisk poslancev na samo vodstvo je lahko specifičen. V tem primeru je še dodatna težava v tem, da Logar ni neposredno izvoljen in da je odvisen od tega, ali bo tisti, ki je v enoti pred njim, torej Ostrc, a dobi ministrsko mesto ali ne. Šele takrat lahko postane poslanec, če bi želel to. Če bi želel postati minister, so potem povsem druge variante. Po eni strani, glede teh špekulacij, kdo je glasoval za Stevanovića, ja, da se je zadeva išla, da je številka 48, tako kot je. Navzven je bila lepa. Ja, lepo, ampak v bistvu tisti, ki je mogoče pa naredil vmes preizkus, pa ve. In na podlagi tega bo seveda lahko potem vlekel tudi nadaljne poteze. Če je kdo delal ta preizkus. Številke zunanji gledalci pač vidimo tisto, kar vidimo. Dejansko pa edini način, da ne veš, oziroma zgolj iz seznama tisti, ki niso glasovali, pravzaprav lahko že potem potencialno kaj razbiraš, so pa tajno glasovanje bo očitno tudi v tem mandatu, podobno kot je bilo v našem, nepredvidljivo. Gospod Gorenak, kako vi vidite to povolilno situacijo pri Anžetu Logarju? Že prej ste rekli, nekako ovce brez pravega pastirja. Midva sva se že spraševala v redni epizodi v petek, kakšno selekcijo nad kadrom so opravili pred volitvami, glede na to, da imajo težave z enotnostmi že tretji teden po volitvah. Zdaj in tudi včeraj, sinoči je potekal nek vrh stranke, zelo skrivnostno. Medijem so zaupali eno lokacijo, pa se umaknili na drugo. Kaj se po vašem dogaja tam? Ja, pogledajte, približno to, kar se običajno dogaja v vseh političnih strankah, ki nastanejo na tak način, kot so nastali demokrati Anžeta Logarja. Mi danes, jaz recimo danes, ko gledam te obraze, ko vidim te ljudi, jaz imam pojma nimam, kako politično oni dihajo. Še največ mogoče vem o temu najstarejšemu poslancu, ki pač izhaja iz našega okolja. Jaz mislim, iz mojega okolja, da bo imel Anže Logar izjemno težavo. Izjemno težavo. Namreč kjer ne piše, da on obvladuje to situacijo in da mu vsi poslanci sledijo. Tako da, gledajte, jaz tu ne bi upal reči karkoli. Lahko se zgodi eno ali pa drugo. Lahko grejo vsi po vrsti v levo, lahko pa, da bo Anžetu uspelo in da bo zadržal poslance skupaj kot poslansko skupino. Če pa program gledamo, pa jaz si ne znam predstavljati. Anžetov program je skoraj da enak programu SDS-a. Kako bi zdaj ti poslanci šli na levo? Ne razumem. Je pa možno, seveda. Kako bi šli na levo, gospod Brglez? Vsak po svoje ali kot ekipa? Ta trenutek ne zgleda, kot da znotraj tega obstajajo kakršnekoli že ekipe. Je pa res, v bistvu, ampak to običajno čez nekaj časa se vidi, koliko je poslanska skupina odvisna ali pa neodvisna od vodstva v posameznih strank. Imeli smo mandate, Desus je bil značilen takšen primer, ko dejansko nismo vedeli, kje smo. In se je dogajalo vse živo glede teh vprašanj. Tako da ne upam komentirati, kako bi to pravzaprav izgledalo. Je pa očitno dejstvo, na kjer ga je treba potencialno tudi računati. Tako kot sem prej rekel, da je treba računati na to, da bo šibkejša opozicija, kot bi izgledale same številke, v primeru, če bo to desna sredinska vlada. Se vidva lahko oba strinjata, še to bi vprašal na temo demokratov, da praktično še ene hitre volitve zanje ne pridejo upoštev. Nobenih garancij ni, glede na to, da se je kar hitro Anže Logar umaknil od pogajanj z Golobom, pa da bi zdaj recimo dal še nek veto oziroma bremzo na oblikovanje desne sredinske vlade, da bi sploh še enkrat uspel v državni zbor.
Po drugi strani, glede na to, da ni bil izvoljen ne on, ne Eva Irgl v ta sklic državnega zbora, bi to lahko celo pomenilo konec politične kariere nekoga, ki je še nekaj let nazaj imel velik kapital iz predsedniških volitev. Bodo torej naredili vse, da ne pride do volitev, no? Poglejte, jaz bi tu rekel tako, Anže Logar je igral na tistih 460,000 ali koliko že glasov, ki jih je dobil na predsedniških volitvah, In tista njegova retorika, ki je bila v času predsedniške kampanje, je bila prava. Prava je bila. Namreč predsednik države mora povezovati leve in desne. On mora biti predsednik vseh državljanov. Napaka njegova je bila pa zlasti v tem, da je v državno-zborski kampanji praktično govoril isti jezik. Tukaj pa vidimo, da so volivci rekli ne, on je računal 20 plus glasov, in državljani volivci so očitno rekli ne, tako tej mostičarski politiki, levo-desni politiki, kot osebno njemu, ker ga pač niso poslali v državni zbor. In tu je zdaj ta njegov izjemno velik problem. Če se vrnemo teh par let nazaj, gospod Brglez, ste bili del te kampanje predsedniške takrat, a se vam zdi to res, kar govori gospod Gorenak, da je copy-paste retorike iz predsedniške kampanje v parlamentarno kampanjo napaka? Ja, tudi zaradi tega, ker so se razmere veliko bolj zaostrile, veliko bolj polarizirale v svetu in pri nas. In v bistvu se postaviti na takšen način v pozicijo, ki je sicer racionalna, ampak v bistvu emocionalno jo pa ljudje ne kupijo, je napaka. V bistvu emocionalno je tudi pomembna sestavina, da pač nekdo voli zate ali pa da ne voli zate. Tako da, jaz mislim, da tukaj je neka napaka, vsaj kar se tega tiče. Hkrati ga pa te stvari, ki jih je takrat obljubljal, zavezujejo. Kako splavati ven. Njemu bo po mojem, vsaj domnevam, da je njegov elektorat takšen, da mu bo to bolj zameril, kot bo Stevanoviću zameril to, kar je on naredil. Dveh strank se še nismo dotaknili, pa bi jih morda zaradi določene sorodnosti, ne sicer programske, ampak vloge znotraj vsakega pola obdelali skupaj. Na desni strani imamo trojček Nova Slovenija, SLS, Fokus na drugem mestu znotraj pola, oziroma na tretjem kot celota na drugem mestu znotraj levega pola Socialni demokrati. Obe stranki sta torej drugi znotraj svojega pola, in obe nekako dokaj jasno zavračata kakršnokoli možnost za sodelovanje z drugim polom. Torej Nova Slovenija niti ne hodi na pogajanja oziroma ne zavrača vabila, ki jih pošilja Robert Golob. Socialni demokrati so deklarirano se jasno opredelili, da ne bodo šli recimo v desno vlado. Zakaj recimo v Sloveniji za tega drugouvrščenega znotraj pola tako nemogoče, da bi recimo sestavljal neko širino, da bi recimo stopili skupaj in recimo, če bi naprimer Socialni demokrati dali glasove skupaj z recimo SDS-om, NSI-jem in demokrati, verjetno ne bi izvolili Stevanovića, bi lahko izvolili koga bolj recimo zmernega. Zakaj recimo to, zakaj si te opcije pravzaprav niti ta trenutek ne znamo predstavljati? Bili ste recimo kandidat, pretendent za predsednika Socialnih demokratov. Zakaj si jih ne znamo predstavljati? Zaradi tega, ker so se stvari zelo polarizirale. Tudi mednarodne razmerje jih delajo še veliko bolj polarne. Nismo nič omenjali do zdaj v bistvu tega tujega vmešavanja v naše volitve, karkoli je že bilo, jaz bi to hotel enkrat videti, kaj se je dejansko zgodilo. Ampak v bistvu, če za Socialne demokrate bi bilo glasovanje skupaj z SDS-om v sedanji konstelaciji ali pod sedanjim vodstvom tako, konc. Zakaj? Konc. Preprosto, volivci, ki volijo Socialne demokrate, na to ne bi pristali. Medtem ko se mogoče kdo v vodstvu še včasih nagiba k temu, da bi lahko karkoli, volivci naši pa niso takšni, ki bi na to vrstne zadeve pristajali. Vsaj toliko, koliko sem bil v politiki, se tega še
zelo jasno zavedam. A bi bilo možno reči, da že tisti rezultat med vami pa gospodom Hanom na nedavnem kongresu stranke kaže, da bi šla stranka pravzaprav na dvoje isti hip? Ja, ne isti hip, ja. Traja običajno nekaj časa, da se takšen proces zapelje, ampak ja, leva sredina, ki sem jo sam zagovarjal, niti približno ni skrajna, ampak leva sredina ima neko domovinsko pravico v tej stranki. S tem pa, da to so me pa v bistvu malo tolažili, da je bila tokrat prvič bolj jasno izražena, da se včasih je še bolj skrivala znotraj strankarskih struktur, kot se je takrat prikazala. Ampak recimo Borut Pahor recimo je po sodelovanju v partnerstvu za razvoj skupaj z SDS-ovo koalicijo, torej bili so v opoziciji, ampak torej neko formalno sodelovanje, vsaj na načelni ravni ali pa vsaj pogovori so takrat obstajali in Borut Pahor je potem nekako uspel doseči zgodovinsko najboljši rezultat socialdemokracije. Ampak ne zaradi tega sodelovanja, očitno ampak zaradi tistega, ni ubila, kar se je dogajalo vmes in ko je uspel nekatere kadre iz LDS-a pritegniti. Meni so rekli nekako tako, vsakič, ko se je v partnerstvu za razvoj oblikovala neka nova zakonodaja, si imel pač šopek mikrofonov ob Janezu Janši in Borutu Pahorju. Torej, ko je nekdo, ki površno spremlja politiko, gledal poročila, je videl ta dva obraza in jih dojel kot največjo alternativo drug drugemu. Gospod Gorenak, mogoče... To, kar je zdaj sogovornik povedal, kaj naj rečem? Običajno z leve strani slišimo ekstremizem Janeza Janše. Ne, to je ekstremizem, kar smo zdaj slišali. Zakaj? Iz temeljnega razloga, ker za SDS nikoli, poudarjam, nikoli ni bila SD politična stranka, ki bi jo izločali. Jaz se živo spominjam leta 2004, Borut Pahor na pogovoru z Janezom Janšo v njegovi pisarni o možnosti oblikovanja koalicije. Pred državnim zborom, odnosno pred pisarno, pa Lavtižar Beblerjeva in poslanka iz Celja, pozabil iz šolstva, ki sta kričali v mikrofone, če nas bo Pahor izdal, bomo tako izstopili. Potem se je pa pokazalo, kaj. Jaz sem partnerstvo za razvoj vodil. Mi smo z SD-jem uskladili 66% zakonov do te točke, da je SD zakone podprla. Znotraj tega so bile razlike. Horvat, pokojni Horvat, član SD-ja, je uskladil vse. Medtem ko Potrata ni uskladila nič, ker je pač bila ekstremist. In tukaj, zdaj mi dovolite, ker to moram pa povedati. Jaz sem doživel, ne bom z dvema imenoma, ampak oba pripadata SD-ju. Bili so pri meni na pogovoru v državnem zboru. Potem pa gremo ven in eden in drugi mi rečeta pejt naprej, da ne bojo novinarji nas skupaj videli. Jaz imam noben problem s Hanom jet pred novinarje. Zakaj? A veste, to pa jaz smatram za ekstremizem in če je tak, potem žal, potem verjetno res ni mogoče. Če bi pa v tej vladi, odnosno v sedanjih pogajanjih, SD šel na to stran, jaz sem prepričan, da bi imeli nekaj zelo dobrega za to državo. Ampak, gledajte, Matjaž Han, nisem rekel zadnjič v prispodobi, je oseba, ki so jo dali na stol, mu zvezali roke in noge in sme govoriti to, kar rečejo ekstremisti. In to je tista žalost, kar pri nas, kar pri Janši nikoli ni tako. Žal, da bo tole zahtevalo eno repliko glede na vaš CV, no? Ne, ekstremistov v SD-ju, vsaj kar se teh zadev tiče, ne vidim, razen vkolikor jemlješ pač neko zgodovinsko zgodbo nesodelovanja z stranko, ki jo vodi Janez Janša. Ta vidik je nekako jasen, SD pač ni veliko kadra, ki je bilo takrat, ko je Pahor vodil celotno zadevo, je pravzaprav še vedno del te stranke. Po drugi strani je pa res, da pač volilna baza postaja vse starejše in je vezana na strukture iz prejšnjega sistema. Pa ne bom rekel nič več in
tukaj demografija dela svoje in jaz sem pač rekel, da je treba pač ponovno izumiti SD v okviru socialdemokratskih vrednot, kot jih razumejo v Evropi. Nič radikalnega. Morda še to, ne, zdaj, če je problem recimo Janez Janša, ne, zakaj recimo SD ostaja, bom rekel, skupaj z Robertom Golobom, recimo zakaj ne izkoristi možnosti, kako vidite možnost recimo, da bi sodelovali pa v nekem tem sredinskem recimo tretjem bloku za Novo Slovenijo in demokrati recimo. Da bi na ta način recimo si dvignili ceno ali dosegli več, ali tukaj tudi ne vidite Že prihaja na smešek. SD ima alternativo, ki se reče Levica in Vesna znotraj svojega socialdemokratske baze in izgleda, da je potem, ko je Levica bila v vladi, da je postala veliko bolj sistemska, kot je bila prej protisistemska stranka in zdaj tukaj gre za jasno alternativo. Volilna baza za tovrstne stranke je pa relativno omejena. Ampak po drugi strani na nek način med vrsticami se mi zdi, sporočate tudi to, da če Levice kot fenomena na političnem parketu ne bi bilo, bi SD imel malo širši manever, kaj počne pri koaliranju po volitvah recimo. Ampak potem bi mogel tudi veliko širše zastaviti celotno zadevo, da bi te volivce pridobil. Ker problem Levice je, da je nastala tudi zaradi tega, ker SD ni uspel ohranjati svoje volilne baze sredinsko levo. Omenil si Peter NSI, ne, v podobni vlogi pa bi jaz gospoda Gorenaka zdaj izval. Zdi se mi ravno, ko gledam Jerneja Vrtovca in na drugi strani Matjaža Hana, ne, zdaj po volitvah, pa sem imel ta občutek isti že pravzaprav med kampanjo, nekako prav čakata drug drugega. Ne. Matjaž Han samo da ne reče, če bo že vlada čez pol, pa naj se Jernej sprehodi in obratno. Ne. Jernej Vrtovec pravi, če bomo kaj takega naredili, naj pride Matjaž v manjšinski vlogi čez pol, ne? Kako razumete to preigravanje? Ja, kot ste povedali, ne? Bom rekel, na eni in drugi strani gre preprosto za to, da so se ukopali, ne? Eni na eno stran, drugi na drugo stran, ne? In pač očitno smo tu, ker smo, ne? In najslabša situacija, ki jo verjetno imamo po vseh volitvah, ne? Je prav to, kar se zdaj dogaja, ker ne vemo, kam bo šla zadeva, ne vemo, kam bo šla. Ne? Ampak eni in drugi, tako je zdaj kot Vrtovc, so se odločili. Vmes sem dobil še eno sugestijo, ki bi jo ponudil tukaj v razpravo, namreč govorili smo o razdeljenosti demokratov, torej tej hipotetični situaciji 3+3, 4+2, kakorkoli. Ali se vam zdi, recimo gostje, da bi lahko morebitna potrditev tega razkola v demokratih vplivala tudi na razmišljanje Resnice oziroma Zorana Stevanovića? Torej, če bi postalo de facto dejstvo, da so demokrati neenotni, bi lahko začel na neki točki Zoran Stevanović razmišljati drugače in se pogajati z Robertom Golobom? Ja, jaz mislim, da v njegovi vlogi to, kar si je izboril v tem trenutku, bo gledanje na to, kakšna so razmerja sil v parlamentu, ključno za to, da ostane v tisti funkciji, kot je. Pa sem že prej povedal, da se mi ne zdi normalno, da je takšna, ampak je to osnovna stvar, ki jo bo pravzaprav moral gledati. Torej, vsaka sprememba ali pa vsak razkol znotraj teh, ki so ga izvolili, je za njega zelo pomembna zadeva. Glasovi za se lahko spremenijo v glasove proti. In, jaz mislim, da situacija bo v marsičem podobna Zorčičevi situaciji kot predsednika parlamenta, ki je moral preživeti in to komida na 45 preživeti. Je pa gospod Gorenak vmes pa vendarle se nekaj zgodilo, ne? Zoran Stevanović sicer res bo verjetno do zadnjega opazoval razmerja moči okoli sebe, ampak vmes je tisto dobro uro poslušal salve zgražanja strani SD-ja, Svobode in tako naprej, ne? Ja, jaz bi rekel, da se mu mora zagražati, ne, po štajersko povedano, ne. Zakaj? Iz teme razloga, ker, glejte, pred tem usodnim petkom, ne, ga Golob vabi na pogovore, ponujamo, ne vem kaj vse, ne, potem, ne, ko se Stevanović odloči nekoliko drugače, je pa napaden z vsemi topovi, ne. Res je, da on danes govori neki jezik, ki se mu reče in z Golobom lahko grem in z Janšo lahko grem, to je
to, kar on govori, ne, ker tudi logično, da tako govori. Po drugi strani pa, če spremljate objave, ne, saj na Twitterju, odnosno na X-u, objave, ki jih stranka njegova daje, ne, so pa zelo kritične do leve sredine, ne, kar pa še nič ne pomeni. On lahko naredi eno ali drugo. Morda še ena stvar, ko smo že ravno pri sestavljanju koalicije. Ne? Torej, če stranke kot celote ne gredo recimo v neko koalicijo, se lahko zgodi, da se začne ta tako imenovana trgovina s poslanci. Pa me zanima morda vajen pogled, kdo je najbolj dojemljiv oziroma morda celo koliko stane recimo prestop poslanca, če bi malo pošpekulirali. Ne? Kaj je treba ponuditi recimo nekomu, kako ga prepričati recimo, da zamenja barve ali prestopi v neko koalicijo. Poudarjava, da oba voditelja tega podcasta nimava nobenih konkretnih oprijemljivih dokazov, pa vendar številka, ki jo sam že 2 tedna poslušam, recimo je neuradno 1,5 milijona evrov na glavo v takšni situaciji, kot smo. Glede na to, da imata pa dolgo kilometrino, pa lahko morda povesta vsaj, ali sta kdaj imela občutek, da stvari potekajo v zakulisju tudi na tak način. Je kdo v vajni pisarni morda potrkal s kovčki denarja? Ne, brez skrbi. Niti drzno si ne bi potrkati, kaj šele. Ampak v bistvu en moment je treba vseeno dati zraven, ne? Poslanske plače bodo zdaj precej višje in tudi zaradi tega so mogoče to vrstne razmišljanja malo za lase povlečena, torej so čisto solidne, bodo solidne, ko se proces konča, ampak s tem mandatom se pravzaprav začenja in njemu se bo tudi končal. To je en del zgodbe. Drugo, kar si je pa treba tudi nekako razumeti, da jaz pri teh prestopih pa na ta način zadeve postavljanje strukturno se je včasih potrebno. Jelinčičeva stranka je bila včasih takšna, kjer si se moral prav potruditi, če so bile manjšinske vlade recimo. To je podobna situacija, kot je zdaj. Torej so določeni pogoji, da zadeve lahko spraviš skupaj in jaz bi prej razmišljal na ta način, ne da bo kdo koga kupil, prej v bistvu, da bo pač delal v skladu s tistim, kar pravi ustava. Ustava pa zahteva, da glasuješ po svoji vesti, ne tako, kot je stranka povedala. In domnevam, da se bo to večkrat izkazalo še zlasti pri našem mandatu, vsaj v primeru tajnih volitev. Vas, gospod Gorenak, z vidika real politike skrbijo poslanci, ki imajo recimo kakšne poslovne račune blokirane in tako naprej? No, gledajte, ni več leto 96, ne? Leto 96 je prišel nek upokojeni kriminalist, ne, s kavčkom denarja, nemških mark, Pavlu Ruparju in rekel, boš ti prestopil na levo stran. Ne. Rupar ga je nagnal, no, potem smo dobili Puckota, ne vem, če je bilo tam za kak denar ali ne, ampak jaz mislim, da danes v današnjih razmerah ne moremo več govoriti o nekih kavčkih denarja, s katerimi je možno pač 6 poslancev dobiti, recimo. Ne. To se mi zdi znanstvena fantastika. Ne. Prej bo šlo verjetno za kakšne posredne zadeve. Jaz se v nekem lokalnem okolju spomnim enega občinskega svetnika, ne, ki so ga skušali pridobiti za sodelovanje na neki strani, pa so mu rekli, kaj pa bi ti rad imel, pa je rekel 4 zimske gume. Glejte, jaz ne verjamem v kavčke denarja več na tej ravni. Prej bo šlo za kakšne druge posredne usluge, če bo do tega prišlo. In morda še to, preden gremo še nekoliko čez mejo pogledati, scenarij predčasnih volitev oziroma ponovljenih volitev. Nekako se zdi, da nihče si tega zares ne želi, pa vendar so nekateri nanje bolj pripravljeni kot drugi. Me zanima, kako vidita oba
po eni strani, kdo je tisti, ki se najbolj boji in koliko je sploh možnosti, recimo, da bi še letos, naprimer, še enkrat šli na parlamentarne volitve. Vi ste že sami omenili više plače v novem mandatu, ne? To nekateri meni pravijo, da karkoli še tako piškavega nastane iz koalicijskih pogajanj, si bo prizadevalo, da vlada 4 leta v bistvu. Ja, to je v bistvu tudi italijanski recept, kako je čim manj volitev, čeprav se je ogromno vlad zamenjalo. Ne? In situacija tudi zdaj z tem predsednikom je taka, da bo on pravzaprav lahko odločil o tovrstnih zadevah. Tudi če zdaj se imenuje ena, ni nujno, da bo trajala do konca mandata. V bistvu ogromno moči se mu pravzaprav daje na ta način. In to je treba vseeno upoštevati. Zelo neugodno padejo datumi, torej če vse skupaj propade, v bistvu bojo med počitnicami naslednje volitve. Za karkoli drugega je treba najti neko obliko sodelovanja, da se vsaj tehnično prepelje čez, da bi lahko bile volitve. Vprašanje je, katere stranke si lahko to privoščijo. Če si dal že 500 000 noter, boš dal še 500 000, pa se ti lahko zgodi, da na koncu boš ob 1 milijon, pa sploh v parlamentu ne boš. In nekatere stranke imajo že to vrstno izkušnjo, tako da v bistvu to ni dobro. Tako da največji si to najlažje privoščijo. Ja, domnevam, da glede na stabilno financiranje pa to, da je to še to najlažje. Tako da to kvečjemu pomaga velikim, manjšim pa preti, da jih bo vse skupaj posrkalo v en ali pa v drugi pol. Tako da manjši se bodo morali prizadevati za to, da do tega ne pride. Največji pa si najlažje to privoščijo. Ne? Zdaj pa imaš eno vožnjo, ki ne veš točno, kako se ravnati v posameznih momentih. No, tukaj se jaz kar strinjam, bom rekel. Mislim, da ne vem, komu je v interesu, da bi bile predčasne volitve. Še najmanj tam malim, ne, to zagotovo. Ne. To je eno. Drugo pa, seveda je situacija taka, da če bi prišlo do teh predčasnih volitev, je to tudi možno, ampak po moji oceni v tem trenutku jaz takih možnosti ne vidim. Ampak predvsem zaradi, bom rekel, položaja poslancev, ki imajo vendarle solidno plačo za 4 leta. Ne? In ne zdi se mi to verjetno. Še na neki ste me, gospod Brglez, prej spomnil, v tem mandatu se bomo nedvomno kot vseh pred njim tudi preiskovali med seboj. Ne? Na eni strani ste sami omenili afera Black Cube iz časa pred volitvami, na drugi strani, gospod Gorenak, je bilo videti že po tej ustanovni seji, ta namen preiskovalna komisija GEN-I, sta torej to 2 temi, torej tu je vpletanje v volitve in na drugi strani nekdanja vloga ali pa tudi aktualna vloga premierja v energetskem sektorju. Je to ta fil rouge oziroma leitmotiv naslednjih 4 let? Ja, in doben nima možnosti. No, jaz mislim, jem tako rekel, ne, ta GEN-I pa identiteta ukradena in ne vem kaj vse, milijoni po Balkanu, to je treba preiskati. To bilo treba preiskati že v tem mandatu, ne, ampak v naslednjem mandatu se bo to zgodilo, ne glede na to, kdo bo vodil vlado, tudi če Golob vodi, ne. Tokrat bo imela, v tem primeru bi imela opozicija z Janšo vred, če bi bil v opoziciji, ne, dovolj glasov, da takoj ustanovijo tako preiskovalno komisijo. Kar se tiče pa teh Izraelcev in tako naprej, ne, pa gledajte, absolutno je treba tudi to preiskati in to je zlasti in predvsem v interesu desnice in Janeza Janše, če želite, ne. Iz temeljnega razloga, ker samo en podatek, vem, da nimamo dovolj časa, ne, pogledajte, zdaj je policija dala te Izraelce na nek seznam, ne, prepovedi vstopa v Slovenijo. Tudi ne po postopku, ki je zakonsko predpisan preko EU in tako naprej, ampak kar na nek interni seznam, da ne smejo vstopiti v Slovenijo. Ja, za božjo voljo, naš interes je, da ti Izraelci pridejo v Slovenijo, da jih policija zasliši, da jih prepelje pred preiskovalnega sodnika in da pridemo stvari do konca. Ne, zdaj pa ne dovolimo vstopa v Slovenijo. Ne samo v Slovenijo, tudi v Schengen. Gospod Golob. Kjer so, če se prav spomnim, skupaj z gospodom Miloradom Dodikom, ki je čestital Zoranu Stevanoviću za izvolitev. Ne? Mislim, dobra stvar tega mandata je, da doben nima take večine, da bi lahko preprečil preiskovalne komisije.
In to je v redu, pač bodo. V prejšnjem mandatu se je dalo nekatere preprečiti, pa to nikoli na dolgi rok ne more biti najboljša opcija. Je pa res, da so pač preiskovalne komisije zelo zamejene s tem, v bistvu tudi z sposobnostjo ljudi, ki pač to zadeve delajo. To je eno, drugo pa v bistvu včasih so nadomestek tistega, ko bi morali pa pravi organi to zadevo početi. Neodvisni sodstvo, recimo še zlasti nekatere zadeve bi moralo dejansko sprocesirati, pa jih ne. Zdaj smo nekako pri institucijah, ne? In to nas vodi v debato vsaj na kratko o Madžarski. Tako, čisto na kratko, pa vendar v nedeljo smo lahko spremljali zgodovinske volitve na Madžarskem. Po 16 letih je končana doba vladavine Viktorja Orbana, oziroma vsaj prekinjena. No. Ali je tudi končana, morda še podebatiramo. Kako vidite torej situacijo, kaj smo spremljali v nedeljo v Budimpešti oziroma na Madžarskem in kaj to pomeni nenazadnje tudi za Slovenijo, za Evropo, torej zmaga Petra Madžarja proti Viktorju Orbanu. Pogledamo še par sekund iz Budimpešte z res spektakularnim zaključkom videoposnetka. Ne? Poglejmo še to. Ja. A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon. Sőt, nagyon-nagyon. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Zdaj, kar smo videli, je menda, vsaj neuradno, zanimiv ples bodočega zdravstvenega ministra. Tako pravijo. Kako sta doživela vidva to zgodbo brata v Budimpešti? Meni recimo zanimiv vidik je ta slovenski odziv iz Ljubljane. Zelo veliko hitrih čestitk iz leve sredine in napoved Roberta Goloba, da gre maja v Budimpešto. Ali so vsi v hipu, ko so poslali čestitko, vedeli, da je gospod Madžar v EPP? Ali so kaj zamešali? Jaz mislim, da so pozabili, da je. V bistvu na koncu... Lahko? Dajmo gospod Brglez najprej, pa potem gospod Gorenak. Vsi so mičkrat pozabili, v bistvu, da gre za troboj treh desnih strank. Vprašanje je v bistvu skrajnosti ali neskrajnosti. Situacija v Evropi se bo malo bolj izkristalizirala, še zlasti v odnosu do Ruske federacije. Torej, tukaj bo Evropa malo lažje sprejemala skupna stališča. A nas bo to kam pripeljalo ali pa okrepilo Evropo tudi v razmerju do ostalih velesil, še zlasti ZDA, tudi Kitajske, pa pravzaprav ne vemo, ampak obstaja možnost, da bo mogoče nekatere zadeve lažje skupaj sprejemati. To gotovo. Domnevam pa, da proces deurbanizacije, karkoli bo že potekal v Madžarskem, da bo trajalo nekaj časa, kljub temu, da ima Tisza ustavno večino. Gospod Gorenak. Ja, pogledajte, Orban 2010 in pa Orban 2026, to ni ista zadeva, ne? Po dejanjih, po stališčih in ne nazadnje po menjavi politične stranke, ne, na evropskem parketu. Ne. Orban je popeljal svoje k patriotom iz Evropske ljudske stranke, SDS pa je še vedno tam. Ne, in zdaj to povezovanje, ki smo mogli priča vse skozi in te obtožbe, ne, Janša pa Orban, pa Janša pa Orban. Ja, vse ni čisto tako, ne, najbolj smešno, ne. Tisto, kar je pa najbolj smešno, je pa, moram reči, sem se včeraj prav nasmejal, ko sem videl čestitko Stevrečko, ne, ki čestita torej nasprotnemu političnemu polu.
Ta mož, ki je prišel na ta Peter Magyar, je seveda po določenih stališčih še veliko bolj radikalen, recimo migracije, kot je bil Orban, ne? Ampak naši tak ne ločijo in niti ne vedo tega, da levičarjev na Madžarskem ni več. Vse je šlo iz parlamenta ven, samo še desne imajo v parlamentu. Ravno to mi je zanimiva, ne, ta situacija. Pravzaprav 3 stranke so v parlamentu, imamo torej neko krščansko demokracijo, če razumem nekako kot neko EPP, torej varianto desno-sredinske stranke, potem Orbanov Fides, ne, torej TISA, ne, ta neka desno-sredinska EPP varianta Fides pri patriotih in mi Hasnak, ne, torej naša domovina pri Evropi suverenih narodov, torej najbolj skrajno desni skupini v evropskih strank. Ne? Kam so se izgubili levičari na Madžarskem? Mislim, tam so šli skozi en tak čuden proces, pa tudi prejšnje volitve jim ni uspelo pravzaprav karkoli pametnega narediti, tudi v opoziciji do samega Orbana, ne. Ostali so še v evropski politiki, kar pomeni, da včasih so evropske volitve z malo drugačnimi pravili lahko nek način preživetja, tudi v takšnih neugodnih okoljih, kot bi človek temu rekel. Ja, ampak pokopala jih je njihova praksa, jaz tukaj ne morem karkoli drugače to zadevo razumeti. Mi je žal za koga od njih, ker sem jih poznal v Evropskem parlamentu in se dalo z njimi zelo v redu delati, ampak to pač je neka realnost. Domnevam, da bodo uspeli preživeti, ampak to bojo lahko pokazali šele na naslednjih volitvah. Zdaj, od relativnega zmagovalca madžarskih volitev smo slišali v tem prvem daljšem javnem nagovoru poziv k odstopu Orbanovih marionet. Rekel je, da jim da nekaj časa, da odidejo sami, ne. Seveda pretiravam, če rečem, da smo imeli, to je zdaj po 16 letih Orbana, ne, da smo imeli v Sloveniji recimo podobno situacijo po 12 letih LDS-a, vendarle Janez Drnovšek ni vodil politike na tako zelo agresiven način, pa vendarle po vajni oceni, koliko let ali pa koliko mandatov traja, da dejansko razgradiš neko strukturo, ki se je poslovila po tako dolgem času? Gospod Gorenak, mogoče. Ja, poglejte, bom na primeru policije, ki jo še najbolj poznam. Ne? Dober primer. Poglejte, po letu, vsi, ki danes hodijo v službo v policijo, ne, so bili zaposleni po letu 90. Ne? Nihče ni več iz tako imenovanega starega režima, ne? Pa vendarle je policija danes še vedno ultraleva. Še vedno ultraleva, ne? Kar pomeni, ne, če ste me vprašali, kako je z razgradnjo nekih ustaljenih vzorcev in tako naprej, služb, če želite, jaz tu nisem optimist. Primer pravosodje je enako, kot je bilo v prejšnjem sistemu. Policija je praktično tam, tožilstvo je tudi tam, to so pa najpomembnejši stebri te države, ne? In tu je velik problem in ne vem, kako bo šlo na Madžarskem, vem pa, da pri nas ne gre, ne? Kako vidite, koliko časa še Orbanova Madžarska ostane? Težko rečem, v bistvu. Vem pa, v bistvu, in na to je pač kot demokrat lahko vedno igraš, da poskušaš se boriti za neodvisnost institucij, tudi takrat, ko delajo kontra tistemu, kar si sam želiš. Ko si v politiki, se s tem večkrat srečaš. In jaz mislim, da je prav, da institucije, da si jih noben popolnoma ne prisvoji. Pri nas nikoli nismo imeli take situacije, da bi lahko rekli, da smo si jih pa popolnoma prisvojili. Drugo je mogoče z mindsetom, z tem, kako pač ljudje razmišljajo, z tistim standardnim načini delovanja, ampak tiste pa tudi zelo, zelo počasi spreminjaš. Tudi to včasih niti dovolj, da samo ljudi zamenjaš. Rabiš v bistvu ljudi, ki razmišljajo na drugačen način. In tukaj, jaz tle prej kot na to, da nekdo zmaga na volitvah pa nekaj naredi, računam na to, v bistvu, da je pritisk civilne družbe lahko dovolj velik, da se nekatere zadeve premika v pravo smer. Gospod Gorenak, vi ste sami omenili to vez Janša Orban, pa me zdaj zanima, glede na ton, v katerem ste to rekli, ali torej
SDS po nedeljskem preobratu na Madžarskem dobiva novega na nek način sogovornika, partnerja, ali varianta B ga je v zadnjih letih že tudi izgubila v Viktorju Orbanu in ga še naprej ne bo imela. No? Kako vi to vidite? Poglejte, ta stranka tega Zmagopetra Mađarja, stranka, ki ima dvotretjinsko večino, je članica Evropske ljudske stranke in potem je, bom rekel, popolnoma primerljiva z SDS-om, tako da je mogoče bil Orban manj primerljiv, ne? Ampak slovenski mediji so pač proizvedli zgodbo Janša pa Orban, ne? Ki nikoli ni bilo kaj posebnega. No, sodelovanje v medijskem krogu, vendarle iz kroga Orbanovih zaupnikov, ne, je v preteklosti bilo, tudi Orban je bil gost, recimo, kongresov SDS-a. No, sej, to drži, ne bom rekel, ker se pa financiranja tiče, pa je stvar privatnikov, ki so to počeli, ne stvar Orbana kot takega. Morda še za zadnja misel, ki se mi poraja tukaj. Eno usporednico vidim recimo med Petrom Mađarjem in Anžetom Logarjem. Torej, oba sta čestitka od Logarja je bila kar hitra v bistvu. Ja. Oba sta bila prej del torej, druge stranke, potem sta šla svojo stranko na svoje. Rezultat na volitvah pa vendarle bistveno različen. Kje vidite morda podobnosti med Anžetom Logarjem in Petrom Mađarjem in kje bistvene razlike? Morda gospod Brglez. Ja, ne, v bistvu, mađarska opozicija je bila v bistvu 16, ampak recimo 10 let v iskanju neke pametne alternative. Mnogi so poskušali, ugotovili so, da če so razdrobljeni ne gre, potem so se skušali povezati, pa spet ni šlo. Očitno gre tam, ko gre za majhne razlike, ampak za vseeno druge osebe. Da bi pa delal zdaj povezavo z Slovenijo, to je moglo biti pa po 16 letih Janševe vlade. Potem mogoče bila to zadnja opcija po tistem, kar bi se vse drugo že preizkušalo. Ampak to je res čista utopija, torej nekaj tazga se ni zgodilo pri nas in v bistvu ni take sporednice, razen mogoče leta pa pripadnost istemu političnemu polu, torej EPP-ju, pa recimo všečna govorica ali pa poskušanje uporabljanja te všečne govorice. Gospod Gorenak, vaš pogled, primerjava Mađar, Logar? Težko, kaj več, jaz sem še včeraj prvi slišal, da sta neka znanca ali kaj sta Logar pa ta Mađar. Tu jaz ne bi mogel reči kaj več, kot je sogovornik rekel. Meni se ponuja še ena bolj za šalo kot za res usporednica. Slišati je, da zunanji minister na Madžarskem že v rezalniku tika dokumente, ne? Pri nas smo tudi na robu enega morebitnega političnega preobrata. Bog si ga vedi, kdo to počne te dni pri nas. Tako, ne, bomo videli. Kot leta 90, ne, mogoče imajo pa v papirnici velče, kaj več dela, ne vem. Skratka, nekako smo pogledali, kaj torej sledi, kako si razlagati in domače razmere in torej dogajanje nekoliko tudi pri naših sosedih, vse aktualno, zelo vroče, še bomo spremljali. Zaenkrat pa gospod Gorenak, gospod Brglez, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Za čas in za zanimivo analizo. Tako, spoštovani gledalci. Hvala, pozdravljeni. Mi pa se znova vidimo v petek v redni tedenski epizodi, tako da ne pozabite, znova se gledamo v petek.